vojaškem domu v Gabrovici pri Črnem Kalu bo ob 18. drugi zgodovinsko-pogovorni večer, na katerem bodo spregovorili o požigu Gabrovice maja 1944 in o osvoboditvi Trsta maja 1945. Sodelovali bodo zgodovinar dr. Martin Premk, novinar in predstavnik Zveze borcev Koper Miloš Ivančič ter partizan iz Gabrovice, letos 100-letni Danilo Ivančič. Od Gabrovice do Trsta ni daleč. Gabrovica je vas, Trst je velomesto. V razmere v letu 1945, znamenitih dni konec aprila, prvi dan maja, nas zdaj v nadaljevanju popelje, kot sem že prej povedal, tovariš zgodovinar Martin Premk. Hvala. Jaz sej, kot celotna Primorska, je tudi Gabrovica komaj čakala, da jih osvobodijo izpod fašizma in priključijo k Jugoslaviji. In to je bila seveda tudi ena od glavnih nalog tako jugoslovanskega kot slovenskega vodstva narodno-osvobodilnega gibanja. Bom probal orisati čisto na kratko, kajti ta osvoboditev Primorske ali dirka za Trst, kot tudi nekateri rečejo, saj se je že vnaprej vedelo, da da je zahodna meja nepravična, da bo zahodno mejo treba popraviti. To se je vedelo ves čas. In zato je bilo tudi zelo pomembno, kdo prvi pride do Trsta, kdo prvi pride do Gorice, kdo prvi pride do zahodnih slovenskih mej. In ta dirka za Trst se je začela že mnogo prej, kot samo te zadnje dni aprila 1945, ko so bili tukaj boji. Uradno so se te, kot so jim rekli, zaključne operacije za osvoboditev Jugoslavije začele že 20. marca 1945. Oziroma celo že prej, bi raje rekli 1. marca 1945, ko so se narodno-osvobodilna vojska in partizanski odredi preoblikovali v jugoslovansko armado, ki je imela nalogo, da dokončno osvobodi svojo domovino. Bile so 4 armade, 1., 2., 3., 4. in ta 4. je za nas najpomembnejša, ker ta je dobila nalogo, da čim hitreje prodre po levem krilu bojišča v Jugoslaviji do naših zahodnih mej. Oni so že v Bihaću imeli na tovornjakih Trst ali smrt, osvobodimo Primorsko, osvobodimo Istro. Oni so to začeli že mnogo prej. In samo tako za podatke, ta 4. jugoslovanska armada, komandant je bil Petar Drapšin, je imela na začetku 2 korpusa, potem so ji pridali še druge divizije in tudi slovenska 7. in 9. korpus sta potem zaradi teh operacij za osvoboditev bila podrejena tej 4. armadi. Pa še to mimo grede, okoli 100.000 ljudi je na koncu štela 4. armada in še to da prav toliko ljudi je Trst tudi branilo. To govorimo predvsem o nemškem 97. korpusu pod poveljstvom generala Kiblerja, pa raznih SS in kvizlinških, domobranskih in četniških enotah, ki so bili pa tukaj pod poveljstvom SS generala Odila Globočnika. In tukaj moram mečkano se ustaviti, zaradi teh domobrancev, ki so bili danes večkrat omenjeni, ker jih ne smemo mešati s tistimi domobranci, ki so bili na področju ljubljanske nadškofije ali ljubljanske pokrajine. Tukaj na Primorsko so pod neposrednim poveljstvom SS generala Odila Globočnika, da ne bo tukaj kakega slepomišljenja, to je bil eden najhujših zločincev nacističnih,
On je sem prišel z celotno ekipo iz Treblinke, z temi morilci ukrajinskimi, z ostalimi nacističnimi morilci, Kristjanom Virtom, Satanom, no, in on je tudi potem ustanovil tukaj to domobranstvo, ki se mu je uradno reklo Slovenski narodnostno-varnostni zbor. Vse sedež so imeli v Trstu, ampak samo to, da ne mešamo, dejansko so tukaj bili zraven domobranci, ampak ne te iz ljubljanske pokrajine. Po drugi strani so pa razni Slovenci kot vodiči delovali tudi v SS enotah, ki so delovali tukaj na Primorskem, ali pa so pri italijanskih fašističnih enotah. Ampak povsem očitno je, da so tukaj bili te pripadniki Slovenskega narodnostnega varnostnega zbora, ki so jim pač vsi rekli primorski domobranci, tako kot povsod, ki so tukaj v to vas prišli kot vodiči za Nemci. No. Pa samo še tako mimogrede, pa tudi vsi tisti četniki, ki so potem konc leta 1944 prišli na Primorsko, to so bili tudi pod poveljstvom SS generala Odila Globočnika. In samo tako, ki je bilo tudi nekaj omenjeno, da se enote SS-a lahko enači v imenu neke sprave z mednarodno priznano zavezniško vojsko Združenih narodov, seveda ne. Ampak mogoče o tem še kaj kasneje. Skratka, kot smo rekli, ta naloga osvoboditev Primorske z prodor do zahodnih mej je bila za tako jugoslovanske kot slovenske partizane najbolj pomembna. Nemci so to smer prodora četrte armade, ki se je začel tam nekje med reko Uno pa Jadranskim morjem. Nemci so ta prodor branili z utrjeno črto Ingrid, so imenovali, to so bili bivši italijanski bunkerji med Snežnikom pa Reškim zalivom. 21. aprila je četrta armada dosegla to linijo. Začeli so se frontalni boji, ampak potem je četrta armada to linijo enostavno obšla. En krak je šel čez Krk, Cres in Istro na Trst, drugi krak pa severno od Snežnika preko Pivke in Ilirske Bistrice tudi na Trst. Tako da maršal Josip Broz Tito je 27. maja izdal ukaz četrti armadi za prodor v Trst. 27. aprila, 27. aprila in 28. aprila je pa izdal ukaz za prodor v Trst še 9. korpusu, kjer smo na zadnjem srečanju govorili, ki je ravno kar preživel eno najhujših ofenziv nemških. In tukaj smo tudi že govorili zadnjič, da je bila ta ofenziva tudi mogoče posledica že porajajoče se hladne vojne, ker tudi zahodni zavezniki niso želeli, da partizani prodrejo tako daleč na ozemlje. Ampak kakorkoli, v bistvu 27. ali pa bolje rečeno 28. aprila se začne tisti pravi napad na Trst, ko je partizanska vojska, ko se je isto popoldne v Trstu začela vstaja in ko je partizanska vojska začela te zaključne boje za prodor v Trst. 1. maja so partizani prodrli v Trst pred zahodnimi zavezniki in borbe za Trst so se do konca končale 3. maja. Kar še ne pomeni, da je bilo to konec bojev na Primorskem, kajti partizani so ta nemški 97. korpus, ki se je nahajal tam na območju Ilirske Bistrice, enostavno obšli, prehiteli, zato da so najprej lahko prišli v Trst in Gorico, potem so se šele obrnili nazaj in obkolili 97. nemški korpus na področju Ilirske Bistrice in 7. maja je bila Primorska osvobojena in je bila vojna tukaj končana. Vemo, da se je vojna nadaljevala druge po Sloveniji še po uradni kapitulaciji Nemčije. In tudi tukaj tudi zanimivo, da ko je bil Trst osvobojen, je četrta armada svoj motorizirani odred poslala tudi na Koroško, preko
Angleži mu niso pustili prek predela, pa so šli potem s tistimi tanki prek Vršiča, da so pomagali osvoboditi tudi Koroško. Ne. Tako da povsem jasno je, kdo je osvobodil Trst, povsem jasno je, da je tukaj imel veliko vlogo tudi 9. korpus, in to mu je priznaval tudi sam general Petar Drabšine, ker 9. korpus je nenazadnje osvobodil zaledje Trsta, Vipavsko dolino, Kras, pomagal je organizirati vstajo v Trstu že prej prek svojih obveščevalcev. Ne. Tako da tukaj, skratka, Trst so osvobodili družno jugoslovanski in slovenski partizani, in tukaj se naredi piko. Ne. Mogoče še samo o današnjih interpretacijah. Ne. Vemo, da zdaj italijanska stran pravi, da Trst ni bil osvobojen, ampak da je bil osvobojen šele, ko je ko je mogla jugoslovanska vojska odkorakati iz Trsta in se umakniti na Morganovo linijo. Skratka, tisočkrat je treba ponoviti, ampak to se je danes že pozabilo. Partizani so bili mednarodno priznana vojska zavezništva Združenih narodov. Kamorkoli med drugo svetovno vojno prišla vojska zavezništva Združenih narodov, je bil tisti kraj osvobojen. A so bili to partizani, Francozi, Angleži, Rdeča armada, kdorkoli, to je osvobojena. To so pač seveda potem samo današnje zlorabe zgodovine v politični nameni, da zdaj tisti italijanski desničari, fašisti imajo svojo interpretacijo, da pravzaprav Trst ni bil osvobojen. Ne? In isto smo že poslušali danes o teh interpretacijah, kdo je kriv za streljanje talcev, kdo je kriv za požige. Ne? Ker in ravno jaz prihajam tam iz Loške doline, kjer so Italijani isto postrelili v enem mestu 170 ljudi, po njivah, po cestah, pač kogarkoli so našli. Ne? In od nas je tista znamenita fotografija, ki je zdaj okoli obrnjena, da pa zdaj to partizani streljajo Italijane. Ne? Žal se to dogaja danes, ne. Žal smo do takih časov smo prišli, ne. Ampak vam lahko samo to povem, sej takih primerov, kot je požig Gabrovice, ne. Takih primerov je druga svetovna vojna seveda polna, ne. Ali na vzhodu, v Belorusiji, v Ukrajini, pa tudi tukaj v Jugoslaviji, v Bosni, pa ne nazadnje tudi na zahodu, ne. Marzaboto, vas v severni Italiji, leta 1944, 800 ljudi so takrat Nemci pobili, ne. Ali Lipa bližnja tukaj, ne, 300 pa še nekaj ljudi so Nemci pobili. Oradour v Franciji, zaradi enega samega nemškega oficirja so pobili celo mesto, 600 ljudi, celotno osnovno šolo, vse, ne. Ampak jaz nikjer nisem videl, da bi v kakikoli zreli normalni družbi za to krivili odpornike ali pa partizane. Nikjer, samo pri nas pa mogoče na Hrvaškem ali pa kje drugje. V Italiji, da se kaj tazga nekdo dovoli v Marzabotu, v Franciji, v Radurju, ma se jaz ne vem, če domov pride potem, no. Ker to je dejansko, do tega smo danes prišli, da so take manipulacije, špekulacije, potvarjanja, da se dogaja, pač žal se je to zadnje desetletja preveč toleriralo, ne, tudi v imenu nekih sprav, ne vem česa, no, ampak žal je to tako, no, in upam, da se bojo tudi te stvari postavili na svoja mesta, da za začetek druge svetovne vojne, za vse žrtve, sploh tiste neoborožene, nedolžne, ki so umrle samo zato, ker, mislim, ubili so jih tisti, ki so sem prišli ubijati, in nihče drug ne more biti kriv za vse smrti zaradi tega, ker se je upiral. No, se pravi, to je nekje na zahodu, kjer so te stvari mečkeno bolj urejene, to ni možno. No. Ampak žal smo prišli žal smo to skozi leta dopustili, da se pojavljajo tudi take interpretacije teh dogodkov. No. In počasi se bo treba to tudi popraviti, se bom počasi nehal, no, če bojo potem mogoče še kakšno vprašanja. Ampak
najbolj grozno pri celi zadevi, ne, se pa pri celi drugi svetovni vojni, ne, da tisti, ki so vse to povzročili, vse te požige od Gabrovice naprej, za vse to največjo grozoto v človeštvu, to drugo svetovno vojno, da tisti so takrat pred dobrimi 100 leti prišli na oblast legalno. Ne. Govorimo o nacistih, o Nemčiji. In potem, ko so bili na oblasti, ko so svet popeljali v vojno, je bilo že prepozno. Ne. Tako da so taki dogodki, kot je ta današnji, vedno bolj potrebni, nujno potrebni, da se ohranja spomin in da se ohranja resnica o tem, kako je dejansko bilo, ne? In da se tudi ohranjajo te vrednote naših prednikov, ta uporništvo, ta pogum, ta tovarištvo, da se to ne pozabi. Tako da samo toliko. Hvala. Še ura teče, nič ne reče. Ja, zato bom zelo kratko. Tule gor imate osvoboditev Trsta. To je ravno tak posledek kot o Gabrovici. S tem, da traja pa več. Pol ure, 37 minut traja. V njej govorijo popolnoma vsi. Od generala Jerkoviča do Morale, pa do prvega partizana, ki je prve Nemce v Trstu zajel, vsi pripovedujejo. In to so priče, ki pripovedujejo. Prosim, pogledajte si, so na YouTubeu je objavljeno. Torej, osvoboditev Trsta, Miloš Ivančič, YouTube. Trst je bil še v srednjem veku majhno, nepomembno obmorsko mestece, manjše kot Koper in manj pomembno. Razvijati se je začel šele kasneje, ko je prišel pod Habsburžane. Ti so Trstu podelili status svobodnega pristanišča in do njega speljali železniško progo, ki ga je povezala z Dunajem, tako da je Trst postal mali srednjeevropski New York. Takrat je začel rasti, sem so se priseljevalo ogromno ljudi, predvsem Slovanov, leta 1910 že skoraj 57,000 Slovencev in tako postal največje slovensko mesto, večje od Ljubljane in Maribora. So pa zato začeli Italijani na veliko priseljevati svoje ljudi. Oni so pač izvajali tako imenovani irredentizem, to je priključitev vsega, kar je nekoč spadalo pod rimski imperij novi italijanski republiki. Del tega so dobili z izdajo svojih zaveznikov v času Prve svetovne vojne oziroma že pred njo, ko so s tajnim londonskim sporazumom izdali svoje stare zaveznike. Dobili so našo Primorsko, pa še veliko več Tirolsko, vse ostalo Istro in celo na to si prosvojili tudi Reko. Ob koncu Prve svetovne vojne so našim ljudem obljubljali marsikaj. Dali pa so nam fašizem, fašistični teror, fašistični etnocid in fašistični genocid. Takrat v tistih letih je bila čudna štorija, preprosto zaradi tega, ker jaz sem recimo začel italijansko šolo v letih konec leta 30 in do leta 45, to je bilo samo italijansko. Seveda doma mi v naši družini smo govorili slovensko, kakor tudi v drugih družinah, mislim slovenskih družinah, ampak javno se tega ni kazalo. Kazalo se je samo v tem smislu, da so takrat fašistične oblasti pravzaprav močno rovarile po vseh hišah in krajih po Svetem Ivanu in ni bilo vrat oziroma vhodnih vrat z ceste, da ne bi bilo gor napisano "Qui si parla solo italiano", kar so črnosrajčniki stalno to nosili. To se dobro spomnim, so prišli tudi v Borštič, pravzaprav v tisti zakotno cestico oziroma ulico, če vzamemo danes, odkudar je, kjer je moja rojstna hiša. Se je dobro spomnim, kako je prišla, celotna ekipa oziroma škvadra, kot smo rekli takrat, in so na vseh vratih dajali gor ta napis, "Qui si parla solo italiano". Ne. Prihajali so z Trsta, iz centra Prihajali mesta. so iz centra, iz mesta namreč. Sej so imeli tudi pravzaprav svoj sedež pri Svetem Ivanu, priprosto, ker so zasedli. Najprej so ga dvakrat zažgali Narodni dom, pri Svetem Ivanu, potem pa so ga nasilno odkupili. No in to je bilo in potem so imeli praktično svoj sedež tam noter, sedež pri Svetem Ivanu v Slovenskem narodnem domu,
ki so ga naši, Svetivančani, stari ljudje, s svojimi prispevki in tako dalje dogradili in otvorili leta 1903. Tam so se naselili potem leta 2021 fašisti in so imeli svoj sedež oziroma svoj center za raznarodovanje celotnega, In leta 21 so tudi požgali ta dom. Leta 21 prvič in potem še enkrat. Takrat so po požigu Narodnega doma v Trstu so požgali praktično vse domove v Bostu naokrog. To so šli vsi tisti prosvetni domovi oziroma narodni domovi povsod, v Svetem Ivanu, v Rojanu, kjer so imeli v Barkola, v Ščedni, po vseh drugih rajonih, kjer so pač bili. Pravzaprav en kompleten požar vseh slovenskih domov, začenši z Narodnim domom v Trstu leta 13. julija 20. To je seveda zelo vplivalo na ljudi. Ljudje so se bali več govoriti slovensko. Zaprli so se vase, namreč ne, seveda doma je ostala stare navade, običaji, govorica slovenska, tudi ker potem, če vzamem, da so nam kričali Torne in Jugoslavija, te kaža ostra, ne, v tem smislu kot Italijani pač. To je bila malo propaganda, niso sploh vedeli, da smo pravzaprav mi tam domačini. In da so kvečemu tudi oni bili priseljeni tam. V glavne so bili vsi priseljeni. 45. leto je bilo na Primorskem izredno težko leto. Bil sem namestnik komandanta takratne brigade Prvovojske državne varnosti in pozneje Knoja, ki je preživljala od januarja meseca, ali pa boljše rečeno od decembra meseca 44. leta, vsakodnevne borbe z sovražnikom. Kot namestnik komandanta sem se moral ukvarjati tudi z vodenjem obveščevalne službe. In ko sem vsakodnevno poslušal in vsakodnevno tudi analiziral vse tiste grupacije, ki so se nahajale na Primorskem, potem je bilo človeka strah, v kakšnih pogojih je takratni 9. korpus in vse enote, ki so bile vezane za 9. korpus, lahko deloval. Kaj vse se je takrat nabralo v Trstu? V Trstu je na obronkih Trsta so bile razmeščene enote 188. nemške divizije. One so ščitile prihode v Trst. V Trstu pa je Globočnik imel svoje enote, ki so predstavljale obrambo notranjega dela Trsta. V tem notranjem delu Trsta so se našle vse mogoče enote, ki so bile ali SS enote ali pa pomožne enote SS, v katere so spadali Slovenci, Rusi in Italijani. Poleg tega je bila v Trstu tudi protiletalska obramba Trsta in protimornariška obramba Trsta. Tako da so te enote bile izredno močne in da so se potem lahko skoncentrirale na nekatera mesta, za katera so vedeli, da jih partizani ne bojo mogli zasesti. Eno takšnih mest je na primer bil Koronejo. Vendar znotraj Trsta je začela že 40 leta delovati tudi komanda mesta Trst, ki je imela takrat v aprilu že okrog 2500 borcev. Komanda mesta Trst je bila enkratno organizirana in mislim, da je naša velika napaka, da o tej organizaciji nismo dovolj govorili. Sama organiziranost bataljonov in njihova pomoč nam, enotam, ki nismo Trsta poznali, ko smo prišli, to je 30. divizija in naša brigada, je pomenilo izredno veliko. In to so bili Slovenci in Italijani? Slovenci in Italijani skupaj. Predvsem vlogo so imeli ti, ki so delili v ladjodelnicah, so imeli vodilno vlogo, bi rekel skoraj. Ne? Pa se je čutilo kakšno sovraštvo med temi ljudmi, ki so bili različnih narodnosti? Ne. Bil je samo en skupni sovražnik? Samo en skupni sovražnik. In kako se je začelo potem neposredno pred vdorom partizanskih enot v mesto? Pred 1. majem popoldne je prišla ena kolona dol, jaz govorim moj, ker se je meni dogodilo, ne? Drugo ne vem. Otroci so prišli povedati, da gre na kolona Nemcev dol po
iz Nove ceste dol, iz Bazovice dol. In jaz in eni Budnelovske enotnosti, ki je bil en potopljač, pravzaprav, ki niti ne vem, kako se imenuje, gremo in vidimo to kolono, vidimo, da so upehani, trujeni, za nevozovali, hodili dol, ranjenci so imeli gor. Jaz skočim pred kolono, vzamem pištolo ven, oficir je pred mano tam, Deutsch kaput, mu rečem, In se je predal. in se je predal. In to je bil začetek vstaja. To je bilo začetek, sta tudi en dan prej. Koliko Nemcev je bilo to? 80 Nemcev približno. In kaj ste z njimi? Kaj smo z njimi? Komanda mesta reče, peljte jih v pivovarno Dreher, ki je bilo že zmenjeno, seveda med njimi so že znali, da vsi Nemci vojaki grejo v pivovarno, notro v pivovarno ujetniki. No, v tej pivovarni so bili v glavnem Slovenci zaposleni, ne? Ja. In to pivovarno ste spremenili v zapor. Ja, seveda, to je bilo že prej organizirano to, verjetno, ne? V pivovarno so jih mulci peljali dol, veste, ti 13-14 let. In tiste 28. komanda mesta izda ukaz, naj se delavska enotnost, delavci in vse organizacije mladinske, kar je bilo organizacije, naj začnejo štrajk, naj začnejo rezati žice, trgati vse komunikacije, ki se je dalo, in tako se je začela vstajati Trst, da se je začela, ne. No, komanda mesta je začela z uporom oziroma z napadom že z noči s 27. na 28. april. Vi ste za to vedeli. Mi smo dobili povelje, ki ga je nam izdal naš štab divizije. Povelje smo dobili pravočasno in smo v noči od 29. na 30. šli v Trst. Bataljoni, ki so pa v Trstu se bojevali, oni so lahko zdržali en dan borbe, ampak s tem, ko je 30. divizija in naša enota prišla, so dobili okrepitev, sovražnik pa ni vedel, s kakšnimi silami, s kakšnimi močmi smo šli na Trst. S katere strani ste udarili? Mi smo šli prvo proti vzhodu, da bi z vzhodne strani prišli v Trst, vendar tam so bile težke borbe. Potem smo se vrnili nazaj in smo preko Proseka prišli v Trst, s tem, da smo prvo prišli v Barkovle in potem v Rojan. In kje so bili najhujši boji ravno okrog občine? Pa najhujše boje so imele naše enote 30. divizije okrog občin. Mi pa smo imeli najhujše boje, ko smo prišli že v Trst. To se pravi, da v Barkovljah nismo imeli praktično nobenih bojev. Ampak Barkovljani so bili Slovenci in oni so nas izredno z veseljem sprijeli in nam tudi potem kazali poti in povedali, kje so sovražniki, in normalno nam so pomagali, da smo lahko zelo hitro napredovali proti Rojanu. Drugi dan po noči dobim stika z 19. brigado mojo, mi pravijo, da je na občinah in da je treba voditi prvi bataljon, da mora priti v Trst. In jih srečam gor, srečamo se s Karlo Maslot, je bil tudi. Prispimo v Piščancih in zjutraj še bojujo na občinah, veste. Drugi bataljon je bil na občinah, ki je držal ene Nemce, ki so bili gor prav na obelisku, ne. In prvi bataljon je prišel dol in jaz sem jih peljal dol do Rojana. Zasedli so Rojan, zasedli so in proti železniški postaji, ne, nadvoz. Koliko je bilo takrat teh delavcev, partizanov? Je bilo gotovo par tisoč, veste, če več. Več tisoč? Ja, več tisoč, ja. Ampak imeli ste predvsem lahko orožje, ne? Samo lahko orožje, malo orožje. Potem, ker smo dobili od Nemcev, ne, ker so predali drugače, ni bilo dosti orožja, ne. Koliko pa je bilo Nemcev in vseh teh njihovih sodelavcev tu? Sodelavcev v Trstu je bilo 90 tisoč. 90 tisoč? Ja, ker je bilo oboroženih, no, raznih. No, ta številka je izredno velika, 90 tisoč velika. Nemcev in vseh mogočih. Kdo so bili to? Ustaši, četniki, domobranci? Domobranci, ustaši, četniki, Guardia Civile, ki so držali, ki oni pravijo Guardia Civile, da je imela ustajo ali kaj znam kaj, ne. To je bil koloti, ne? Ja. To so bili tisti, ki so takrat pobirali ljudi in jih mučili oziroma jih vozili v rižarno. Seveda, ne.
Ti so bili vsi, kolaboracionisti so bili, ne? Vseh vrst, vseh barv. Ne? To seveda vaši delavski bataljoni niso mogli premagati. Ne? Ne, to niso mogli, logično. Ne? Kako so se obnašali ti ljudje, ti Nemci, ti njihovi kolaboracionisti? So se še odločno borili ali so že počasi se začeli predajati? Ne, so predajali takoj. Nemci. Nemci. Kaj pa kolaboracionisti? A so potuhnili vsi, ne? Takrat so tudi bežali, ne? Bežali, dosti jih je bežalo, seveda, tudi z ladjami so šli proč. Naši bataljoni se so malo borili, največje borbe so bile na občinah, tam so bile največje bitke, za moj bataljon govorim, za mojo jedinico. Niso se pa predali Nemci v tribunalu, na sodišču in gor na Svetem Justu. Tam so se predali potem 4. Kako je prišla ta 4. armada v Trst? Se spomnite tega? Ste imeli stik z njimi? Ja, jaz sem jih malo videl, ker oni so prišli, sem jih srečal pravno tam pri tribunalu, jaz prve, ki sem videl od armije. Tam so bili še boji? Ja, tam so še bili. Pa so lahko partizani opravili z vsemi ali so čakali še na pomoč zaveznikov? Ne, so odpravili, partizani so vse odpravili, vidite. Pa danes se govori, da so na koncu vendarle čakali tudi zaveznike, Angleže, Američane, Novozeljance. Ja, nekateri so hteli se predati samo Amerikano, ne? Ali pa Novozeljanca, ampak ni. Se so predali vsi partizani. Zakaj so se hoteli predati prav Američanom in Angležem? So se bali partizanov. Američani in Angležem najbrž niso povzročili takih grozot, kot so partizanom, kot so ljudem, iz katerih so prišli ti partizani. Seveda. Drugega, ko so prišli zavezniki, je bil Trst že osvobojen. Ko so zavezniki prišli v Trst, to je bilo 2. maja popoldan, točno uro ne vem, ampak tukaj nekje okrog 5. ure, so se v Trstu še držale 3 postojanke. Ena od teh postojank je bil zapor Koronejo. Koronejo so poskušali zavzeti tudi oklopne enote 4. armade, ki so prišle 1. maja v Trst, vendar zidovje bilo premočno, tako da so Nemci čakali, da bodo prišli Angleži in so se njim predali brez borbe. No, zajeli ste pa tudi vi veliko Nemcev in vseh teh kvizlingov, ki so bili z njimi. Ko smo gledali na morje, takrat smo videli, da se z motornimi čolni prevažajo na neke ladje vojaki. To so bili v glavnem oficirji. In takrat sem prvič videl, kaj pomeni vojska brez vodstva. Ko so se ti oficirji umaknili, vojaki pa ostali, potem je med temi vojaki nastalo kar naenkrat slaba morala, brez poveljstva, brez organizacije in pri koncu teh bojev so naše patrole zajele po 30-50 Nemcev, ker so se tudi oni nehali boriti. Videli so, da ni nobenega razloga za nadaljevanje borbe, kajti njihovih poveljnikov več med njimi ni bilo. Veliko hudega je v vojni doživela Vlada Bidevec, kot le malo kdo. In vendarle je bilo tudi te vojne enkrat konec, za Tržačane prav 1. maja. In to je bil za Morano najlepši dan v njenem življenju. Ja, to pa res. Torej ne morem vam povedati, te množice ljudi, ki se je zgrinjala iz vseh predelov mesta, prihajali so ljudje celo iz Krasa. Mi smo enostavno noreli ljudje. Ljudje so jokali. Oprostite, da spomin spomnim so tistih dogodkov, ljudje so jokali, se objemavali. Mi, ki smo bili vodja takrat odporniškega gibanja, smo se srečali z voditelji, z partizanskimi komandanti. Prišel je takrat 1. maja, je prišel v Trst pokojni regent, ki je prišel iz Sovjetske zveze. In na balkonu mestne tržaške hiše so se zbrali vsi voditelji, ki so prišli tudi iz Slovenije. Med njimi sem bila tudi jaz. In
govorili so, regent je govoril, govorili so najrazličnejši ljudje, komandant 9. korpusa, potem ne vem točno. Tudi vi ste govorili takrat. No, in takrat pride k meni Krajger pa pravi: Morana, ti boš pa govorila v imenu Osvobodilne fronte. Lahko si mislite, sploh nisem bila pripravljena na to, da bom pred 100.000 glavo množico na Piazza Unità, ki je bila polna ljudi, morala spregovoriti in da bom spregovorila v slovenskem jeziku. Ampak ko sem tam, ne vem, kdo je napovedal, da bom jaz govorila v imenu Osvobodilne fronte, takrat so ljudje začeli vzklikati: Morana, Morana, to je bil tak velik aplavz, da si vi tega ne morete predstavljati. No, in v tistem trenutku sem se jaz zbrala, da sem lahko zbrala misli, da sem potem tudi dejansko govorila. Kaj ste povedala? Ja, torej, da smo doživeli to veliko, torej ta veliki trenutek, ko je bil Trst osvobojen, da je toliko ljudi padlo v Trstu, da so Nemci, da so fašisti streljali naše ljudi, ampak kljub vsemu temu smo mi vzdržali do konca. Da je naš boj ni bil zastonj, da smo osvobodili to Božje mesto in da so se ljudje torej da so partizani, ko so se borili pred vrati Trsta, so se borili, vsaka ulica, vsaka mestna ulica je nudila temu okupatorju, ki se je umikal Nemcem, odpor. Niso Nemci zapustili mesta kar tako, ampak so bili dejansko boji. In to je 1. maj, ki je pravzaprav bil naš veliki dan, in takrat je ravno tudi, se tega zelo dobro spominjam, smo zvedeli, da je v Angliji zmagal Attlee, takrat socialistična stranka, in to je bilo za nas dejansko en velik uspeh. In tudi to sem tudi med drugim v tem svojem govoru omenila. Ampak to vam še moram povedati, da ko sem šla iz te proslave, ko sem stopila na trg, so pristopili k meni delavci, oziroma ti moji tovariši, in so me nosili na ramenih. To sem bila tudi edina, ki sem to doživela. In moram reči, da bila sem prva Slovenka, ki sem na tistem balkonu govorila slovensko. Nihče za menoj, niti pred menoj, ni še nikoli govoril z tistega odra slovensko. Kakšen je bil Trst takrat v tistih dneh svobode? Kakšen je bil Trst? To, kar je bilo napredno, je bilo na ulicah. Ampak na drugi strani je bilo pa tudi nekaj groze. Takrat je Čil že dobil zveze z zavezniki in so se ameriška fronta se je bližala Trstu. In Italijani, torej tisti, ki so bili proti partizanom, okna so bila zastrta. Kjer je bilo zelo močen iredentizem. Zelo močen iredentizem in zelo močen odpor. Torej, to je zanimivo. Tu pa tam so visele slovenske ali pa jugoslovanske zastave, pa predvsem rdeče zastave, medtem ko ostalo so pa imeli zastrta okna. In ko so prišli zavezniki v Trst, so ta reakcija, ta šovinizem, ti ljudje, ki so bili proti, ki so prihajali na ulice in so manifestirali z Amerikanci. In to je bila tudi na drugi strani močna manifestacija tega, kar je bilo takrat, kot smo mi mislili, reakcionarno. Vi ste pa morali se umakniti iz Trsta. Potem smo se mogli, in jaz sem bila potem članica komande mesta Trst in sem
spominjam se, ko je prišlo do predaje oblasti med Amerikanci in pa med partizani in mi smo imeli, potem je bil tudi en poslovilni večer, na Via Carducci je bil tam v eni veliki restavraciji, no pravzaprav se poslovili drug od drugega, ko je prišlo do zamenjave oblasti. No, govori se tudi precej danes o fojbah pa o takih zadevah. Ja. Kaj je res od tega, ko se vi spomnite? Veste kaj, ne boste verjeli, ampak dejstvo je, da mi, ki smo bili takrat, kot sem že rekla, v komandi mesta, potem mi je celo tovariš Krajger naročil, da moramo ustanoviti v Trstu Slovensko prosvetno zvezo, Slovensko-hrvaško prosvetno zvezo. Mi smo bili daleč od teh stvari, o kakih fojbah, takrat, v tistem času, nisem imela pojma. Vem, samo to se spominjam, da so do nekterih nepravilnosti je celo prišlo. O kakih fojbah jaz takrat v resnici povedano nismo vedeli. Pri koncu teh bojev so naše patrole zajele po 30-50 Nemcev, ker so se tudi oni nehali boriti. Videli so, da ni nobenega razloga za nadaljevanje borbe, kajti njihovih poveljnikov več med njimi ni bilo. Danes posebno italijanska stran veliko govori o fojbah, o tem, kaj vse naj bi počele partizanske enote z ljudmi, posebej s fašisti, ki so jih dobili v Trstu. Ta naša enota takrat ni vršila nobenega terorja nad civilnim prebivalstvom. Mi smo predvsem čistili mesto Trst od ostankov oboroženih enot. In to čiščenje se ni končalo 3., ampak se je še nadaljevalo, ker so se tudi v podzemlju, to se pravi v kanalizaciji Trsta, nahajale takratne oborožene formacije. To so bile predvsem italijanske. Menim, da so vse sedanje napovedi o strašnih grozodejstvih, ki so jih partizani napravili v Trstu, izmišljene in da so normalno politično obarvane. Moram reči, da so nas pošteni Italijani in pa Slovenci v Trstu zelo prisrčno sprijeli. Da je osvoboditev Trsta bil praznik za vse poštene ljudi v Trstu. Vemo pa dobro, da je Trst predstavljal točko ali pa mesto, v katerem se je zbralo med vojno in ob koncu vojne vse mogoče. Vse, kar je zbežalo? Vse, kar je zbežalo iz Jugoslavije, vse, kar je zbežalo iz Slovenije, vse tisto, kar se je prej nahajalo v Trstu. Torej, oni naprej niso mogli in čakali so, da bojo prišli zavezniki in da se bojo potem zavezniki povezali. Jaz to ne verjamem, da so napolnili fojbe. Ne verjamem, če so kakšnega vrli fojbo, niso vrli partizani, vojaki partizani. Mogoče so vrli Tržačani, kakšni Italijani Tržačani, ki so se maščevali tudi nekatere. Ker partizani, če so imeli, so aretirali in so jih pošiljali v Ljubljano, niso imeli nič, nobenega opravka s fojbami. Vi ste bili takrat ponovno v partizanski enoti? Moj komandant je bil Kavčič Stane, ki potem je bil predsednik vlade menda celo, Ja. Je bil moj komandant, jaz sem bil namestnik svoj. On je vodil to, tudi aretacije, ki so se vršili v Trstu, on jih je dosti spustil, veste, ta Stane Kavčič. Je bil zelo dober. Trst je živel neko posebno življenje. Nobena trgovina praktično takrat ni delovala, ker je bilo pretok robe presekan. Ljudje so pa vseeno imeli toliko zalog doma, da so lahko ta čas preživeli. Tudi razmeroma močne vasi, ki so. Močno zaledje Trsta in to slovensko zaledje Trsta. Vendar moram reči, da so se naši odnosi z zavezniki zelo hitro slabšali. Ne toliko zaradi vojakov,
odnosu vojakov, ampak zaradi poveljstva, ki je bilo tam. Zdaj po vojni, ko čitam razne depeše in tako, potem vidim, da je predvsem predsednik Anglije, gospod Churchill, precej dvomil prejšnje dogovore med Titom in pa med dvema državama, to se pravi partizansko oblastjo in pa z angleško vlado. Pa kaj menite, je takrat Tito naredil napako, da je pristal na to, da se umakne iz Trsta? Trst v nobenem slučaju ne bi bil naš. Če bi mi vztrajali na Trstu, potem pa da ga Italijani ne bi mogli dobiti, potem bi se šlo na rešitev, ki je bila prejšnja, pred Prvo svetovno vojno. To, da bi Luka Trst bila svobodna, evropska. Takrat bi verjetno tudi zahtevali, da bi še kakšno druga luka dobila takšen isti status, ker to se je šlo še za reko. In mislim, da je za takratno situacijo, da se pomiri situacija in da ne pride do nadaljnjih zaostrovanj na tem delu Evrope, bila edina možna in edina pravilna odločitev, da mi Trst zapustimo. No, ampak s kakšnimi občutki ste se pa vendarle takrat vračali, s kakšnimi ste odhajali? Naša brigada je šla zadnja iz Trsta. Mi smo Trst zapuščali tako, da smo prešli mejo cone A ob določenem času, ki nam je bil narejen, določen. Moram reči, da nas je tisoče in tisoče Tržačanov pospremilo na tem našem maršu iz Trsta do meje. In da so mnogi točili solze, ker so zapustili nekaj, česar so si tako želeli in vedeli so, da se to več povrniti ne more. Vojska, ki je osvobodila svoj Trst, je po 40 dneh morala oditi. Zapustiti je morala tudi Gorico in kraje, v katerih je živelo pretežno ali pa popolnoma samo slovensko prebivalstvo. In zakaj poudarjam svoj Trst? Ker večina partizanov, ki so osvobodili Primorsko, so bili Primorci iz teh krajev, tako kot v komandi mesta Trst, istrskem odredu, 9. korpusu in enotah primorskih prekomorcev. Oni so vozili tiste tanke. Trst je prišel pod angleško demokracijo, ki pa je v mestno policijo, šole in administracijo raje zaposlovala nekdanje domače fašiste in tiste, ki so pribežali iz Slovenije, celo vojne zločince kot pa protifašiste. Uporabljati so začeli staro zakonodajo in tako tudi meni še leta 1948 v rojstni list niso hoteli zapisati ne imena Miloš in tudi ne Ivančič. Questo bruto nome schiavo non si può scrivere, so rekli moji mami. In kar je najhujše, začeli so s tako politično propagando, pa ne samo proti komunizmu, ampak tudi Slovanom, kakršne svet še ni spoznal. Tudi eksodus Italijanov je bil sprožen načrtno. Če si kot otrok v Trstu javno spregovoril slovensko, si lahko dobil klofuto. Ob povratku v svoj Trst jo je dobil tudi naš znani tržaški profesor Bojan Pavletič. In ko sem prišel na mejo, tukaj pri Sežani je bila takrat meja, pri Divači, pride en angleški vojak in mi nekaj reče, nisem razumel, kaj mi je rekel, in ta zavpije na mene in še nisem razumel, potem mi seže po glavi in mi izbije Titovko z glave. Ne? Zdaj, veste, po vsem tem, kar smo prestali, po vsem tem, da takrat smo bili mi osvoboditelji, zmagovita vojska, da pride en tuji vojaki in ti zbije nek simbol, kape je bila tudi simbol nečesa, neke pripadnosti, ne samo zaščita pred mrazom, ne? Da ti zbije z glavo prič vsega, to je bil šok, ki ga nisem prebolel niti do danes.
Tudi streljali so na ljudi. V Škednju so streljali na slovenske demonstrante, ki so zahtevali priključitev Trsta k Jugoslaviji, in ubili 20 pa ranili. V streljanju na neki zabavi v Slovenskem kulturnem domu so njihovi fašisti ubili 11-letno Milko Vrabec. Omenimo še številne atentate in tudi četo ustašev, ki je v ameriških uniformah in z njihovim orožjem vdrla v Jugoslavijo. Mejo so z letali neštetokrat preleteli, grozili so celo čez Ljubljano. Ker je Primorski dnevnik poročal tudi o tem, so mu demokratično prepovedali izhajati, dokler ni prišlo do splošne stavke kar 180.000 delavcev. Angleži so tudi verjeli italijanskim lažem o fojbah in so takoj po odhodu partizanov iz Trsta začeli čistiti opuščeni borštanski premogovnik pri Vazovici, ki naj bi bil poln trupel italijanskih domoljubov. Po 2 mesecih čiščenja so iz njega potegnili ostanke 13 trupel, in sicer kot izhaja iz arhiviranih zapisnikov 7 civilistov, to je med vojno ujetih in mučenih protifašistov in partizanov, ki so jih italijanski fašisti v uniformah nemških kolaboracionistov vrgli leta 1944 v Tašoht, 5 trupel nemških vojakov, 8 konjskih kadavrov in ostanke vozov, ki so jih ob begu iz obleganega Trsta raztreščile bombe, pa so jih domačini ob koncu bojev zmetali v šoht, nato pa še truplo vojnega zločinca Kolotjevca Marija Fabjana, ki ga je hitro vojaško sodišče obsodilo na ustrelitev, a ga domačini niso hoteli pokopati na svojem pokopališču. Preveč hudega pa povzročil tamkajšnjim ljudem, zlasti mladim dekletom, da bi lahko v miru počival na posvečenem kraju. In to je bilo vse. Nato so po letu 1954 morali oditi tudi Angleži in Američani. Cono A svobodnega tržaškega ozemlja so prepustili Italijani. Svojih strojev in vozil pa zato, ker niso plačali carin, niso smeli prodati ali podariti. Zato so jih ob soglasju tržaške občine zmetali v ta očiščeni bazovski šoht. Danes je na tem šohtu ogromen spomenik, tako kot oni pravijo, infojbiranim 10.000 ali celo 100.000 italijanskih domoljubov. Na kamen so vklesali, da je v njem 500 kubičnih metrov trupel. In tu, kjer so oni streljali naše bazoviške junake, na tej fojbi laži o Trstu in naši skupni zgodovini ljudi, ki živimo v meji, še naprej podžigajo svoj neofašizem do nas Slovencev in Slovanov sploh. Imate tudi Rižarno, knjigo Rižarna o Dilu Globočniku in njegovih kriminalcih, ki jih je pripeljal v sabo, pa so mu jih dali, da jih je pripeljal do, veste, 2000 Poljakov je imel, 2000 domobrancev so mu dali zraven, celo enoto Ukrajincev. To so mu vse dali, da bo tu ščistil ta prostor in da bo naredil nemško deželo. Je šlo za Adriatiše Kunsterland, ne? Njihovo posebno državo, kjer bi postali Nemci. No, pogledajte si ti. Ne bi postali. Ne. Da se ne bi bilo. Ker zato je pa naredil Rižarno. Torej, pogledajte si to, poslušajte, upam, da bo v kratkem išla tudi moja knjiga Naš Trst. Notri imam 44 intervjujev Tržačanov in teh ljudi z okolice. Pripravil sem jo, da bo išla ob 80-letnici osvoboditve Trsta, ampak žal nisem dobil založnika, ker so se vsi bali jo izdati. Zdaj upam, da bo izdala založba Sofija. Ja, notri, veste, so stvari, ki nekaterim niso všeč. Tiste knjigi. Ljudje so mi povedali marsikaj tudi o naših politikih. Po novejšem času. Ja, znani politiki so vodili našo znanje politikov in kaj so počeli v Trstu. Uničili tržaške kreditne banke in tako naprej. Vse to je notri.
marsikaj je noter in to seveda so mi rekli lepo, ja, dragi moji, pa kaj hočeš, da bi ostalo kompletno brez denarja. Pridružniki. No, toliko na kratko, boste pač tisto takrat. Ti moraš paziti, kaj govoriš. V Belem je odmirana mama, ja, vse te je kar nekaj naših mam in očetov bilo pri osvobajanju Trsta, tudi moja dva sta bila. Hvala. Prepričan sem, da ste opazili, da bi verjetno lahko o zadevah v Trstu, v Gabrovcih govorili še pa še. Podatkov je ogromnih. Tudi v knjigah, ki so bila omenjene, je podatkov toliko in v filmu samem enem in drugem, da vas glava zaboli. No, to ni nič hudega. Danes smo zato, da te stvari spravimo na eno manjšo površino, predvsem pa, da si to zapomnimo. Mogoče en poudarek na to, kar je povedal tovariš Premk. Tisti, ki so povzročili največje zločine v tem času, so bili legalno izvoljeni. Tega se treba zavedati. Današnji čas nam ponuja marsikaj in prav v tem trenutku bi morali to vedeti. Dovolil si bom na prošnjo partizana Danilota, da še on pove nekaj stvari o tem, kako on vidi osvoboditev Trsta. Kaj ne delam? Došlo bo, brez bo. Sam hrabro. Torej, glede na različne interpretacije, glede, kdo je osvobodil Trst, ali ga okupiral in tako dalje. Jaz bom povedal odkrito. Vprašanje konec vojne in glede Trsta in tako dalje, mi smo šli Trst, da bomo imeli večje pozicije. Drugače vam povem, na Jalti, Ukrajina, veste, kje se bije bitka, tam so se proti koncu sestali Amerikanci, Roosevelt, Churchill, Anglež in Stalin. In tam so dobesedno rekli, je rekel Churchill, Trsta ne dam, ker so obljubil Italijanom za kapitulacijo in da aretirajo Mussolina. To je bilo tam resnično povedano in jaz sem imel možnost, da sem te stvari izvedel. No in jaz osebno, pa morda še kot drugi borci Koper tudi, glede izjave, ki jih daje državski župan, ki blati pravzaprav vrednote, ki smo jih mi predstavili za osvoboditev tega mesta, smo podali kazensko ovadbo zoper župana, zato ker je trdil, pač kako smo pobili, smo prišli Trst in ne vem kaj. Povem vam, moja enota z brigado, prvo brigado VDV je bila na uni strani, smo imeli nalogo, da v Trstu prevzemamo tiste naloge, ki so vprašanje varnosti mesta, ljudi in tako dalje, kaj vsaka vojska pač naredi svoje in gre naprej. Ko sem jaz prišel, oziroma mi, ki smo prišli, smo osvobodili Koper, smo prišli v Trst, Trsto operative skoraj ni bilo več, je vsa šla do Soče, tam je meja slovenske države. To je bilo že prej povedano. No, tako da še tu bi povedal, bitka za Primorsko se je bila na dveh frontih, na vojaški in politični. Na politični liniji so izvedli volitve na terenu in v Kočevskem zboru so preoblikovali
torej te sklepe jih posredovali preko naše delegacije v zasedanje Avnoja 29. novembra 1947 in ta je bil sprejet sklep, da pač Primorska ostane tako, kot je pač bila prej in ne pa govoriti, da je italijanska, je tu. Italijanska pa toliko časa, dokler so dobili čisto darilo od tega takratne konference kot prve svetovne vojne. Veste kaj, bom povedal. Volitve se bližijo, razne cvečke padijo na dan in bojo padle do 22. marca. Bomo pa konc. Oni sami znajo, da oni ti govorijo in delajo. Kaj sem jaz kuhal Novo mesto? Ste se ve, kdo je? Čujte, se so nabrali tistih lučk tam po celi Sloveniji. Katera trgovina bi jih toliko imela? So jih že prej vse pripravili in pojem na silje. Ne nasedite na umnosti, ker je velik takih stvari, ki niso normalne, tako kot niso danes marsikje normalne, ampak svojo glavo mislite in tudi v svoj način odločil. Vabimo vas na volitve! Val se lahko za vse, samo za fašiste, ne? Točno tako. Samo za fašiste, ne, kogarkoli. Mislim, da nismo nič narobe naredili s tem dopolnilom Danila Tajvančiča, da je to prav šlo. Tle niso potrebne nobene fine besede, nobeni lepo zloženi stavki. Danilo to pove po domače, pove resnico in pove prav. Bližamo se zaključku. Ve se, kaj je ob naših zaključkih na sporedu. Ker ne vem, najprej seveda je še nekaj malega papirjev na sporedu. Lepo prosim, če bi najprej to izvedli, potem gremo pa še naprej. Zdravljen, jaz bi se vam v imenu sekcije Kulturno-zgodovinskega društva za Primorsko najlepše zahvalila, da ste se udeležili današnjega večera. Mi smo soorganizatorji s krajevno skupnostjo, s turističnim društvom tukaj v Gabrovici tokrat in bi sedaj rada podala zahvale našim gostom. Nekaj zahval smo podali že na prvem našem večeru, ki je bil na Predmeji, tako da bi se sedaj iz srca zahvalila gospodu Danilu in mu zaželela še veliko zdravih let. Hvala vam. Ena mala pozornost. Prav tako bi se zahvalila tovarišu Milošu Ivančiču, ki je popestril naš današnji večer in upam, da se še kje srečamo. Najlepša hvala. Najlepša bi se zahvalila tudi naši gostje, Marjetki Popovski, ki je popestrila naš večer z glasbo in s pesmijo in z njo se srečujemo na veliko prireditvah in verjamem, da se bomo vse srečevali. Marjetka, hvala. Hvala. No, tudi ta del je mimo. Sledi pa seveda tisto, brez česar Primorci ne zmoremo.
Pozdravili bomo še